Zahvaljujemo se Tvojemu dobrotvornemu veličanstvu i sprošćamo i prihajamo pred Tvoje usmiljenja. Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, kak te prosimo, i nas usposobi za prijemanje Tvojih darov, ki nam ih obljublja. O Kristusu našem Gospodu. Amen. Božja pomoč ostani vidno pri nas. Amen. Blagoslovi Iisus Hristos, Nebeški Oče, Tvoj Sin Jezus Kristus se je za nas rodil iz Device Marije in trpel na križu. Verujemo in izpovedujemo,
Daj nas noć najsvetejšem sakramentu. Prosimo na istega Božjega vira črpamo večnost veličanja. Po Kristusu našem Gospodu. Bog bodi hvaljen. Hvaljen bodi njegovo sveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljen bodi ime Jezusovo. Hvaljen bodi njegovo presveto srce. Hvaljen bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus najsvetejšem oltarnem sakramentu. Hvaljen bodi Sveti Duh tolažnik. Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi njen sveto in brezmadežno spočetje. Hvaljeno bodi njeno slavno nebovzetje. Hvaljeno bodi ime Devica in Matere Marije. Hvaljen bodi njen prečisti ženi Sveti Jožef. Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.
in se vam zahvaljujem, da ste prišli, da boste vodili to sveto bogoslužje ob sklepu Klarinega leta. Prisrčno pozdravljam vas, naš novi ordinarij, dr. Peter Štumpf, v hvaležnosti, da ste nas povabili sem, da lahko praznujemo sklep Klarinega leta v 3. samostanu Klaris na Slovenskem. Prisrčen pozdrav Frančiškovima provincialoma, bratu Štefanu in bratu Milanu, našemu župniku, vsem dekanom, vsem duhovnikom, vsem Frančiškovim bratom in sestram, sestri Ceciliji, rodni sestri našega gospoda kardinala in vsem redovnicam. Prisrčno pozdravljam vse, ki ste prišli, da zapojete z nami Gospodu hvala. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Ob sklepu Klarinega leta se smemo veseliti, da je Gospod zasadil Klarino karizmo tudi na slovenskem ozemlju in danes lahko praznujemo to v 3. klariškem samostanu na Slovenskem. Vi, eminenca, ste nas natanko pred 12 leti, ko ste bili ljubljanski nadškof, povabili, da pridemo v ljubljansko nadškofijo. Tako smo potem odšle k vam v Ljubljano in še tisto leto ste že blagoslovili klauzuro. Potem ste nas kot prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja od 11. februarja leta 2004 in potem kot kardinal od marca 2005 vodili, vzpodbujali in dajali posebna navodila našim sestram po vsem svetu. Danes pa vas ponižno prosim, če bi blagoslovili klauzuro tega našega novega samostana na Slovenskem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. Zaključek Klarinega leta je razlog našega svetega shoda v samostanu sester Klaris v Turnišču. Prišli smo na kraj zaročništva sester Klaris, ki so se izročile Gospodu na veke. Veselje in hvaležnosti za njihovo navzočnost bomo v Gospodu kardinalu Francu Rodetu, domačem škofu in duhovniki, pri tej sveti mizi darovali sveto daritev Jezusa Kristusa. Z vami, drage sestre in bratje, z vami, dragi molivci, z vami, dragi dobrotniki samostana, z vami, ki ste prihajali sem cele mesece, da ste skupaj z sestrami Klarisami garali dneve in tudi noči za obnovo tega samostana, z vami člani župnijski pastoralnih svetov, ki ste prvi sodelavci župnikov, Boga slavimo in se mu zahvaljujemo, da je do nas ljubezniv in usmiljen. Blagoslov klauzuri je za nas nenavaden dogodek, nismo ga navajeni, ker doslej v Pomurju ni bilo kontemplativnega samostana, saj 1000 let ne. Klauzura je izhod iz tega sveta v Božji svet. Ta svet okušamo kot zelo minljivega, ranljivega in negotovega. Božji svet je lep in večen. Mi, ki smo v tem svetu, da bi pričevali Boga, večkrat okušamo slabost in nemoč. Zato nas sestre Klarise vabijo, da občasno pridemo v to njihovo kapelo, ki je duhovna ambulanta soboške škofije. Tukaj nas čaka Jezus, tukaj nas vedno čaka tudi katera od sester, za molitev, za prošnje, za hvale in tudi za vzdihe v solzah, stiskah, žalosti in v razočaranju. Tukaj je naše duhovno ozdravljenje, naša tolažba. Tukaj bomo našli smisel in moč za življenje v veri. Gospod kardinal, v imenu sester Klaris, v imenu vseh nas tukaj navzočih, vas prosim,
da blagoslovite klauzuru in prikažete Bogu najsvetejšo daritev njegovega Sina Jezusa Kristusa. Bratje in sestre, nove redovne hiše se ne veselijo samo sestre Klarise, ki so letos v jubilejnem letu ob 800-letnici reda ubogih sester Svete Klare prišle v Turnišče, ampak se veseli tudi župnija in z njo celotna škofija. Zavedamo se namreč, da kontemplativno življenje ni le v posvečenje klauzurnim nunam, ampak celotni cerkvi. Veselimo se, da bodo sestre Klarise živele med nami, nas svojim načinom življenja v veseli podarjenosti Bogu, vabile k njemu in nas svojimi molitvami krepile v veri. Bogu smo hvaležni za ta dar in ga zaupanjem prosimo, da blagoslovi sestre in klauzuro tega klariškega samostana Marije, Matere Cerkve. O Bog, navdihovalec dobrih sklepov in vir svetega življenja, hvalimo te in te slavimo. Ponižno te prosimo, varuj in obdaj zidom svojega zavetja ter blagoslovi to redovno hišo in vrt in uboge sestre Svete Klare, ki bodo prebivale tukaj. V tem svetišču naj hodijo za svojim ženinom in z vsem svojim bitjem ljubijo Kristusa, tvojega Sina, ki se je vsega daroval iz ljubezni do nas, in naj ne želijo imeti ničesar drugega pod nebom, da tebe bodo častile s čistim in hvaležnim srcem. V zaprtosti klauzure, ki najbolj preizkušeno varuje kontemplativno življenje, naj se trudijo, da se v samoti posvetijo bolj poglobljenemu molitvenemu življenju. Naj cenijo in varujejo klauzuro kot izredno sredstvo askeze, posebno združeno z njihovim načinom življenja, da bi tako celotno odgovorile na kontemplativni poklic. Tako bodo mogle v popolni svobodi Božjega otroštva z veseljem pričati, da je naš večni dom pri tebi in tudi drugim kazati pot k končnemu cilju, ter jih vabiti k hoji za Kristusom, tvojim Sinom, ki s teboj živi in kraljuje na veke vekov. She
kardinala Rodena po koncu te svete molitve, ki smo jo pravkar začeli, podelil blagoslov s popolnim odpustkom v imenu svetega očeta. Pod običajnimi pogoji, kdo je pred kratkim opravil sveto spoved, prejel sveto obhajilo in molil po namenu svetega očeta, kar bomo sedaj skupaj storili. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas zlega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekov. Amen. Sveti Peter in sveti Pavel, prosite za nas. Danes je možnost, tako rekoč zadnji dan, ko zaključujemo Klarino leto in lahko prejmemo popolni odpustek. In sicer, ko molimo po namenu svetega Očeta, Oče naš, zdrava Marija, pa slava Očetu, in pa potem bomo molili tudi vero po namenu svetega Očeta. Slava Bogu na višah. Za
na desnici očetovi, usmili se nas. Slava Bogu naši šal, i na zemlji mir ljudem. Za jedino ti si sveti, jedino ti Gospod, jedino ti najvišji, Jezus Kristus svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Slava Bogu najvišava, i na zemlji mir ljudem. Molimo, o Bog sveti Klarici navdihnju ljubezen Bogu Božka, naj na njeno priprošnjo, naj tudi mi v duhu Božka hodimo za Kristusom in tako pridemo k Tebi v nebeško kraljestvo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v edinosti Svetega Duha, živi in kraljuje na veke vekov. Prvo berilo iz knjige preroka Ozeja. Tako govori Gospod. Glej, popeljem jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Tam bo voljna, kakor v dneh svoje mladosti, kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v ljubezni in v smiljenju. S teboj se zaročim v zvestobi in spoznala boš Gospoda. Božja beseda. Bogu hvala. Oh
Verilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, bratje in sestre. Bog, ki je rekel, iz teme naj zasveti luč, je zasvetil tudi v naših srcih, da bi se svetilo spoznanje Božjega veličastva na obrazu Jezusa Kristusa. Imamo pa ta zaklad v lončenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. Ve vsem nas stiskajo, to da nismo utesnjeni, zadregi smo, pa ne obupujemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti. Na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem telesu. Ker pa imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano, veroval sem, zato sem govoril. Tudi mi verujemo, zato tudi govorimo, vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil in obenem z vami pred se postavil. Vse je namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še obilnejšo zahvalo v Božjo slavo. Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav v naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero vzvišeno, večno bogatstvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je časno, kar pa se ne vidi, je večno. Božja beseda. Bogu hvala. Gospoda z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Zakaj brez mene ne morete ničesar storiti? Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in osahne, in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.
Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gospod škof Peter, častita Matijo Patinja in sestre Klarise, predragi bratje v duhovniški službi, bratje in sestre. Velik in pomemben je ta dan za to škofijo in za to župnijo, ko prihajajo semkaj, in to je prvič v zgodovini sestre Klarise, kontemplativni let katoliške cerkve. Kako ne izreči najprej zahvalo Bogu za to milost, ki je dana mursko-soboški škofiji in vsemu Pomurju, in vsem zahvalo tudi vsem tistim, ki so prispevali, da je bil ta načrt omogočen. Sestram, gospodu škofu in vsem, ki ste svojim delom in svojimi sredstvi prispevali k uresničitvi tega pomembnega načrta. V prvem berilu smo slišali besede preroka Izaija, ki pravi: popeljem jo v puščavo in izpregovorim na srce. Mislim, da je s temi besedami naznačena pravzaprav substanca, bistvo kontemplativnega življenja. To je milost, ki je dana od Boga, milost, na katero človek odgovarja z iskanjem Božjega obličja, življenjem po evangeliju, s prizadevanjem za svetost. Pogoj za to pa je, kot pravi sveti Bernard, solitudo cordis, kar bi konkretno prevedli tudi klauzura, odmaknenost od sveta, notranji mir, daleč od hrupa sveta, daleč od raztresenosti, ki je tako pogosta danes. Ta zaklad pa nosimo, kot smo slišali v drugem berilu, v lončenih posodah, a tudi izkušamo preobilno moč od Boga. Brez njega, brez mene, pravi Jezus, ne morete ničesar storiti, biti torej povezan z Jezusom kot mladika na trti in ostati v njegovi ljubezni. Za ta čas, ki je čas sekularizacije, čas, ko mnogi ne mislijo ali ki so mnogi izgubili stik z Bogom, čas, ko se izgubljajo evangeljske vrednote, je vzor in zgled kontemplativnega življenja posebno zgovoren. In vedimo pa tudi, da ni samo čas relativizma, čas, kot pravi Janez Pavel II, tihe apostazije, ampak je tudi čas novega duhovnega iskanja smisla življenja, želja se rešiti iz tega materialističnega gulaga, v katerem živi toliko ljudi, želja po notranji svobodi in veselju. In dovolite mi nekaj misli o tem, kaj bo življenje sester Klaris, ki danes prihajajo v turnišče, kaj je bistvo njihovega življenja in pomen. To je živeti pred Božjim obličjem, častiti vsemogočnega Gospoda in reči: vreden si naš Gospod in Bog,
da prejmeš slavo in čast in moč, ker si ustvaril vse stvarstvo, po tvoji volji je vse nastalo, kar biva, kot so molili ali kot molijo 24, kot moli 24 starešin, ki jih predstavlja sveti Janez v svojem razodetju. Ta veličastni prizor iz knjige Razodetja prikazuje dejanje adoracije. Ko 24 starešin daje čast Bogu in prav o adoraciji, ki je glavno poslanstvo sester Claris, hočemo razmišljati danes, ko smo blagoslovili klauzuro tega novega samostana v Turnišču ob zaključku Klarinega leta. Kaj je adoracija? To je dejanje, ko se človek postavi pred svojega stvarnika in se zaveda, da je njegova stvaritev, da je njegov izvor v njem, da je njegovo bivanje vsak trenutek odvisno od njega, da je njegova prapodoba, sveti vzor, sveto zrcalo, po katerem je ustvarjen. V dejanju adoracije človek priznava, da je Bog njegova resnica, da je on samo odmev Božje resnice, da je Bog bolj notranji njemu kot on sam, intimior intimo meo, kot pravi sveti Avguštin. Pred tem svojim svetim polom, pred njim, ki je njegov prvi ti in nepogrešljiv sogovornik, se človek prikloni in prizna njegovo veličino, moč in oblast. Vreden si naš Gospod in Bog, da prejme slavo, čast in moč. Ko med sveto mašo molimo z besedami, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, izražamo svoje veselje in hvaležnost, da je Bog tak, kot je, da ni samo mogočen, ampak da je tudi vreden, ker je ustvaril vse, kar biva, ker je vse njegov dar, ker je vse odsev njegove slave. In to je temelj adoracije. Ko se človek postavi pred Gospoda in mu daje čast, izpolnjuje svojo najvišjo in temeljno dolžnost. To je zanj tudi trenutek resnice, ko se prizna kot Božja stvaritev. Adoracija, in to je treba posebno poudariti, adoracija je vir zdravja za človeka. Postavi ga v njegovo pravo stanje stvaritve in odpravlja, kar je v njem lažnega in izkrivljenega, pretiranega in smešnega. Adoracija je vir zdravja za našega duha. Lahko se vprašamo, zakaj so svetniki tako močno pristni? Zakaj v njih nič zlaganega, nič potvorjenega, nič, kar ne bi se skladalo z njihovim bistvom? Zato, ker so pred Gospodom, ker živijo pred Božjim obličjem. In zato so svetniki, sveta Klara, na primer, tako prosojni, tako transparentni, tako svetli sami v sebi. In adoracija je zdravje za našega duha. Ali človekov duh lahko zboli? Da, tako kot naše telo, lahko zboli tudi naš duh. Duh zboli, ko zavrže resnico in pravičnost. Ne še če laže, tudi pogosto, a vendar ohrani čut za resnico. Lahko se pokresa in popravi krivico. Človekov duh zboli, ko se odvrne od resnice, ko mu ni mar za resnico, ko resnica zanj je obvezna. Tedaj se v njem naseli nered, notranji svet načel in vrednot je v razkroju. Za doseg svojih ciljev uporablja vsa sredstva, meja med dobrim in zlim je zabrisana. Taka je bila morala tiranov 20. stoletja in posledice tega izkušamo še danes. Pred tem neredom, pred tem kaosom se človek lahko obvaruje samo, če se postavi pred svojega stvarnika
in pusti ga, da ga prežari njegova luč in resnica. To je v bistvu adoracija. Človek se postavi pred svoj sveti pol in pusti, da ga sodi resnični in pravični. Tako samo stane v resnici. Adoracija utrjuje tudi naše osebno jedro. Stati pred Gospodom in motriti njegovo obličje nas dela jasne in premočrtne in trdne. Utrjuje se naša pristna podoba, v naše srce se naseli mir, v naše življenje red. Bolje vidimo, kaj je pomembno in kaj ni, kaj je prav in kaj narobe. Stvari so postavljene na pravo mesto. Skrbi in bojazni izgubljajo svojo ostrino. Na izzive življenja odgovarjamo z večjim zaupanjem. Tako vidimo, kako pomembna je adoracija v našem življenju. Bog jo pričakuje od nas. Naša duša jo potrebuje. To je naša dolžnost in milost, ki nam je dana. Gospod Škof je omenil, da je ta samostan duhovna ambulanta. Jaz bi rekel podobno misel z drugo podobo, da je to naprava za čiščenje. Mura bo odslej tekla čistejša, odkar so sestre tukaj. Adoracija biti pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu in ki mu dajati čast, je dejanje, ki ga opravljamo v zgodovini. Se pravi, v času, ko Bog nekako omejuje svojo moč in dopušča, da človek uporablja in tudi zlorablja svobodo, ki mu je podaril, da se mu upira, ga ne priznava in ga celo zanika in žali. V tem času, ko se zdi, da vladata samovolja in človekova upornost, je adoracija posebno pomembna in dragocena za cerkev in za človeštvo. Človek, ki stoji pred Gospodom, prinaša vse stiske, vse bolečine, vse slabosti, vse zablode in vse grehe človeštva pred Božje srce. Prosi odpuščanja in usmiljanja, ter na ta način sodeluje pri delu odrešenja, tako kot pravi in je delala sveta Klara in bodo delale tukaj sestre Klarise. Drugi vidik, človek, ki adorira, pospešuje dan, ko se bo prikazalo novo nebo in nova zemlja v slavi nebeškega Jeruzalema. Hkrati tudi anticipira, pospešuje ta trenutek. Adoracija pred najsvetejšim, ki opravljate, drage sestre, noč in dan, kot starešine iz knjige Razodetja, je dejansko že začetek novega stvarstva. Je že večnost v tem minljivem času. Dragi bratje in sestre, mar ni čudovito, da je to mogoče? To, da dajemo čast Bogu v tem veku, ko je videti nemočen, pa mu mi slabotni ostajamo zvesti in priznavamo, da je vreden, da prejme slavo in čast in moč, ko ga mnogi zanikajo in sramotijo. Mar ni čudovito, da mu v svojem srcu postavimo prestol in mu izkazujemo čast, ki mu gre, in priznavamo, da je vreden. Tako adoracija vse postavi na pravo mesto in je že predpodoba večnosti, ko si bo Bog podvrgel vse stvari v končni apoteozi in bo vse priznavalo njegovo oblast in bo njegova volja kraljevala v vseh srcih. Amen. Vedmi je velikega Boga, Očeta vsemogočnega, slavi na nebesi in zemlje, vseh in stvari, imenega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi leti in njegovega Boga v duši, pravi Bog na pravi Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
Vsemogočni večni Bog, ob sklepu jubilejnega leta ob 800-letnici reda ubogih sester Svete Klare, se zaupljivo zatepam k tebi s svojimi prošnjami. Nebeški Oče, v Sveti Klari in Svetem Frančišku si nam dal čudovit zgled korenite hoje za tvojim sinom in njegovo deviško materjo. Napolni vse sestre in brate Frančiškovih redov in nas vseh z gorečo ljubeznijo, preprostostjo in duhom evangelskega oboštva. Prosimo te, usliši nas. Za papeža Benedikta, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, naj bodo v današnjem svetu nosilci upanja in svojim življenjem kličejo ljudi k hoji za Kristusom, odrešenikom človeka. Prosimo te, usliši nas. Gospod, blagoslavljaj prihod sester Claris v našo škofijo, sprejmi njihovo molitev in delo. Naj bo blagoslov cerkvi na Slovenskem, vsej naši škofiji in turniški župniji. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, daj nam moči in poguma, da se bomo trudili za edinost in ljubezen v skupnostih, v katerih živimo. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Gospod, hvala ti za naše župnijske sodelavce. Prosimo te, daj jim gorečnost in zavzetost za sodelovanje pri duhovnem in materialnem sodelovanju, pri rasti in napredovanju naših župnijskih občestev. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo blaženega Antona Martina Slomška prosimo Gospoda, naj ob skorajšnjem pričetku novega šolskega leta obdari vse starše, učitelje in vzgojitelje z darom prisrčne ljubezni do najmlajših, da bodo povsod ustvarjali družinsko in prijateljsko vzdušje. Prosimo te, usliši nas. Božji služabnik Daniel Halas je pomagal mladim na poti v družinsko življenje. Naj njegovo prizadevanje krepi mlade, ki se pripravljajo na zakonsko in družinsko življenje, da bodo njihove družine vrelci življenja in naj se v njih ohranja in krepi katoliška vera. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pomagaj nam, da bomo dobro opravili 4-letno pripravo na škofijski misijon ob 10-letnici ustanovitve naše škofije. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, prosimo te, vodi in usmerje mlade fante in dekleta, da bodo slišali tvoj klic in podarili svoje življenje službi tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za tudi naše rajne brate in sestre, redovnice in redovnike ter dobrotnike sester Claris. Podeli jim večni mir in pokoj. Prosimo te, usliši nas. Sveti Bog, milostno usliši naše zaupne prošnje, da bomo z veseljem slavili tvoje usmiljenje po Kristusu, našem Gospodu. Ob sklepu Klarinega leta, ko se za našo škofijo začenja novo obdobje, čas življenja s sestrami Clarisami, so naša srca polna hvaležnosti. Predstavniki župnij Lendavske dekanije prinašajo darove, ki pomenijo našo hvaležnost za mnoge darove, ki jih prejemamo. Najprej se zahvaljujemo za kruh in vino,
Zato, kar krepi naše telo in kar spremenjeno pri sveti daritvi v Kristusovo telo in rešnjo kri za nas darovano na križu, krepi naše duše. Zato predstavnika župnije Bogojine in župnije Beltinci prinašata hostije in vino za sveto daritev. Z Jezusom se darujmo nebeškemu Očetu tudi mi. Predstavnik župnije Črenšovci prinaša škofijski grb v zahvalu za našo mlado škofijo in za našega škofa dr. Petra Štumpfa. Končujemo jubilejno leto ob 800-letnici Klarinega reda. V zahvalo Bogu, da je v cerkvi obudil njen red, ga ohranil 800 leti in ga zasadil tudi na Slovenskem, prinašamo na oltar vodilo svete Klare. Po njem še vedno živi za Boga v skritosti in molitvi okoli 12.000 klaris po vsem svetu. Od 28. junija letos tudi v Turnišču. Njihove molitve spremljajo tudi nas. Predstavnik župnije Dokležovje prinaša sliko svete Klare v zahvalo za vse milosti v Klarinem letu. Predstavnica župnije Hotiza prinaša košaro z molitvenimi nameni naših vernikov in zahvali za prihod sester Klaris v našo škofijo, takoj dodajamo prošnjo, da nas podpirajo z molitvijo. Predstavnik župnije Kobilje prinaša knjižico Naše poslanstvo v zahvalo za člane župnijskih pastoralnih svetov, ki po naših župnijah pomagajo pri pastoralnem delu. Predstavnica župnije Lendava prinaša škofijsko glasilo Poti k Bogu v zahvalo za vso pastoralno dogajanje v škofiji. Predstavnik župnije Odranci prinaša zbornik Stopinje v zahvalo za vse, kar se je dogajalo in kar se dogaja na ozemlju škofije Murska Sobota. Predstavnici župnije Turnišče prinašata sliko Marije v nebo vzete v zahvalo za starodavno Marijino Božjo pot, naše škofijsko-romarsko središče, ki naj krasi ta samostan. Predstavnici župnije Velika Polana prinašata sliko Božjega služabnika Danijela Halasa v zahvalo za tega velikega pričevalca vere. Tudi mi vsi želimo prinesti dar k tej sveti maši, duhovni dar zahvale in konkretno pomoč pri urejanju hiše za naše sestre. Mnogo ste že darovali svojim delom, pripravljenostjo, dobrovoljo in tudi konkretnimi darovi. Dar, ki ga boste sedaj namenili pri tej sveti maši, bo namenjen za dokončanje tega samostana. In še en dar, to je slika svetega Frančiška, ki je original in prihaja iz drugega samostana, ki ga je ustanovila sveta Klara, 20 km od Asisija v mestu Spello, in ga danes poklanjamo tej novi postojanki sester Klaris v Turnišču. To je originalno delo italijanskega umetnika, ki je tukaj podpisan in so mi ga pred leti podarile sestre Klarise iz mesta Spello, 20 km od Asisija. To je drugi samostan, ki ga je ustanovila sveta Klara. Prvi je v Asisiju seveda, drugi je pa v tem mestu in iz tega mesta prihaja ta umetnina, ki predstavlja svetega Frančiška in v ozadju Kristusa. Poklanjamo sestram Clarisa.
Molite, bratje in sestri, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospoda Jezus svojih rok, in čas svojim imenom, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, na praznik svete device Klare, ti ponižno prinašamo darov. Spremi jih, da nas brez madežna daritev poživi in utrpni v ljubezni do tebe, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod s vami. In s tvojim duhom. Miško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobni se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, tebe slavi v zbor sveti, ker so tebe prejeli zasluženo nebeško veselje in slavo. Po tvoji voli nam je njihovo življenje zgled, občestvo z njimi virupanja, njihova priprošnja pomoč. Tolika množica Božjih pričevalcem nam daje pogum, da bomo vztrajno hiteli v boj, ki nas čaka, in s njimi dosegli nevenljiv venec slave po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato ti z angeli in nad angeli in vsem zborom svetih prepevamo hvalnico in nenehno vzklikamo. Resnično si svet Gospod, vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil
ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim škofom Petrom, navzočim kardinalom Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, s apostoli, sveto Klaro, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Moli in delaj. Na teh dveh temeljih je rasla materialna, moralna, kulturna in duhovna moč in veličina Evrope. Če hočemo živeti v skladu z Božjimi načrti, potem se moramo vrniti k zdravim izvirom, ki nam omogočajo človeka vredno življenje. Zato v teh trenutkih, ko se veselimo navzočnosti sester Klaris v naši škofiji, hvaležno sklenimo roke, povzdignimo srca k nebeškemu Očetu in ga počastimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se Reši nas, Gospod, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno prosti greha in varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno s vami. In svojim duhom. Mir je vrednota, je bogatstvo in je Božji dar. V današnjem vedno hitrejšem in hrupnem svetu vsak izmed nas dan za dnem išče svojo oazo miru ter hrepeni po njenih čudovitih zvokih tišine. Hrepeni po trenutkih umiritve srca, po notranjem miru, ki umiri vse človeške skrbi in vse bolečine srca. Ta mir nam lahko da edino le On. Tudi danes, tudi tukaj in tudi sedaj nam velikodušno ponuja ta svoj mir. Vse, kar moramo narediti, je to, da odpremo vrata svojega srca in sprejmemo ta Božji dar. Naj iskreni stisk naše roke ponazarja naše odprto in ljubeče srce, ki sprejema Gospodov mir in mir tudi poklanja.
Molimo. Gospod Bog, prejeli smo sveti zakrament in te prosimo, največja v nas gorečo ljubezen, ki je razvnemala Prosimo, naj po zgledu svete Klare vedno nosimo Jezusove umiranje na svojem telesu in si prizadevamo, da bi služili samo njemu, ki s teboj živi in kraljuje na veke vekov. Vaša eminenca, dr. Franc kardinal Rode. Zahvaljujemo se vam za vaš obisk, za vašo navzočnost na današnji slovesnosti, za vašo molitev in vaše besede. Zato vam v znamenje hvaležnosti izročamo 3 posode. Prva je posoda preteklosti. Z njo vam izročamo priče naših krščanskih korenin, spomin na naših 36 župnijskih cerkva in njihovih zavetnikov, priče svetosti naših ljudi, priče naše kulture in omike. Druga posoda je posoda sedanjosti. Z njo vam izročamo sodobno pričo našega sedanjega krščanskega življenja, zgoščenko, na kateri je povzetek sedanjega dogajanja v škofiji Murska Sobota, ki ga zaznamuje božji služabnik Daniel Halas, razni škofijski dogodki in prihod sester Klaris v Turnišče. Tretja posoda je posoda prihodnosti. Ta posoda je prazna. Ta posoda je prazna. Izročamo vam jo s prošnjo, da nam pomagate sooblikovati našo prihodnost, da nam zarišete smer, da nas podpirate, da bomo vsi skupaj stali in tudi obstali kot kristjani, kot to, kar smo na tem ozemlju, Slovenci kot Slovenci, drugi pa kot pripravniki drugih narodov. Vaša eminenca, dr. Franc kardinal Rode, iskrena hvala in Bog vas živi.
Spoštovana mati Opatinja, sestra Katarina Ambrož, z vsem svojim srcem ljubi Boga in Jezusa, njegovega sina, ki je bil križan za nas grešnike. Te besede svete Klare so zaznamovale tudi vaše življenje. V vašem srcu je vzklila ljubezen do Jezusa in pred 40 leti dobila svoj konkretni izraz v obljubah, ki ste jih izrekli, da boste živeli po zgledu svete Klare, v čistosti, pokorščini, uboštvu in klauzuri. Ta ljubezen do Jezusa je skrita v vašem srcu, skrita našim očem, pa vendar postaja tudi vidna. Vidni sadovi vaše ljubezni so med drugim samostana v Nazarjah in Dolnicah, ki se mu zdaj pridružuje še samostan Marije Matere Cerkve v Turnišču. Samostan niso zidovi, temveč skupnost sester, ki moli, ki se daruje, in vi vodite, usmerjate in povezujete to skupnost. Spoštovana mati Opatinja, ko ravno danes, 12. avgusta, dan po godu svete Klare, obhajate 40-letnico redovnega življenja po pravilu svete Klare, vam v imenu vseh zbranih iskreno čestitam. Zahvaljujem se vam za dragoceno pričevanje vere, za pričevanje zvestobe Kristusu in Cerkvi. Želim vam moči, ki jo daje križani in ustali Gospod, da bi mogli še naprej tako zvesto in predano služiti Cerkvi. Zato vam izročamo križ, znamenje največje ljubezni, znamenje ljubezni same. Z vami naj bo ljubeča Božja dlan, naj za vas prosi v nebo vzeta Marija pod logom, naj vas spremlja priprošnja svete Klare, pa tudi priprošnja Božjega služabnika Danijela Halasa in vseh zveličanih. Bog vas živi. Da smo se lahko danes zbrali tukaj v samostanu Marije Matere Cerkve, ste v veliki meri zaslužni vi, spoštovani soboški škof, monsignor dr. Peter Štump. V svoji skrbi za soboško škofijo ste spoznali, da potrebujemo predvsem molivce, pričevalce vere. Pot k Jezusu, pot k odrešenju je pot skrite molitve, žrtve, pričevanja. Zato ste v našo škofijo povabili sestre Klarise in z ljubečo skrbjo spremljali priprave na uresničitev te stoletne želje. S tem, ko smo v naši škofiji odprli kontemplativni samostan, zelo konkretno stopamo v leto vere. Vstopamo sestrami Klarisami, ki so nam zgled in spodbuda za vero in življenje po njej. Ob tem slovesnem dogodku se vam zahvaljujemo, da ste povabili sestre Klarise v našo škofijo in spremljali dogajanje prihajanja in pripravljanja samostana. V znamenje hvaležnosti vam podarjamo znamenja, ki krepijo našo vero. Križ, rožni venec in svečo. Naj se v obluči vaše vere krepi in utrjuje vera vseh ljudi v naši soboški škofiji. Bog vas živi. Na koncu tudi jaz bi se rada iz srca zahvalila vam vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bila ta slovesnost, ta sklep Klarinega leta zares lep. Najprej iskrena zahvala vam, eminenca, da ste prišli,
da ste vodili to bogoslužje, da ste nas uspodbudili s klenimi, globoko duhovnimi besedami vaše pridige in nam in tudi drugim osvetlili bogatstvo srečanja z Bogom v molitvi. Hvala zlasti, da ste blagoslovili klauzuro. Odslej bomo imeli res prijeten, miren kotiček za adoracijo. Ne samo mi, tudi vi, vsi. Torej, to je vaš dom. Zahvaljujem se vam, gospod škof, da ste nas povabili v vašo škofijo, da nam vse skozi stojite ob strani, da očetovsko skrbite za nas, da ste poskrbeli tudi to, da so nas verniki spoznali še preden smo prišli sem. Hvala župniji Turnišče, župniku za podarjeno stavbo, ki je zdaj naš skupni dom. Kakor smo jo skupaj gradili, tako jo moramo tudi skupaj napolniti z duhom molitve in goreče ljubezni do Kristusa. Hvala zlasti vam, gospod župnik, za veliko požrtvovalno delo, herojsko delo, ki ste ga opravili tu in dejansko ste vi vodili gradnjo. Potem zahvala vsem, ki so načrte risali, tistim, ki so jih izvajali, gospodu Utroši, ki je skrbel za urejenost oziroma za nadzor del. Hvala vsem dobrotnikom, tistim, ki ste nam darovali kakorkoli, karkoli, tistim, ki ste prišli danes sem, ki ste poskrbeli oziroma boste poskrbeli, da bo ta slovesnost zapisana v besedi in pesmi. Hvala tistim, ki ste krasili, ki ste darovali cvetje. Hvala gospodinjam, ki ste poskrbele, da se bomo zdaj poveselili še skupaj in okrepčali. Hvala vsem, ki ste naš prihod, naše delo tu spremljali skrito in tiho z molitvijo in daritvijo. Odslej bo za vas vse, ki nam pomagate tu, ali v Nazarjah, ali v Dolnicah, kipela molitev k vsemogočnemu iz 3 samostanov, z Nazarij, Dolnic in zdaj iz Turnišča. Ko se zahvaljujemo Gospodu za ta novi samostan, ko se zahvaljujemo vam, moramo reči, vse je milost, prav vse je milost. Hvala vam, gospa sestra Klaudija, za to lepo voščilo, ste me zelo presenetili. Res bi rada videla, da bi vsi doživeli takšno močno ljubezen do Gospoda, ki osvobaja, osrečuje in napolnjuje človeka s tistim mirom in veseljem, kakršnega svet nima. Najdemo ga samo v Božjem srcu. Hvala vam vsem in vam vsem želim, da bi se v resnici srečali z Gospodom v tisti globini, da bi našli mir in veselje srca, ki ga svet ne da. Preden se zahvalimo Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar in vse dobro, zahvalno pesmijo, pa povabim vas, eminenca, da nam poveste še kakšno besedo. Tako redko vas zdaj slišimo, da... Sestra Katarina, kako bi se mogel upirati vašemu vabilu? Kaj naj povem? Gospod Bog je danes vesel. Vesel tega dneva, ker se te naše pobožne čebelice, sestre Klarise, kar rojijo. Iz Nazarja so šle v Ljubljansko škofijo v Dolnice in sedaj tukaj v Turnišče v Soboško škofijo. Vse to je, dragi prijatelji, milost za slovensko cerkev. In če hočete, tista lepa, sjajna plat slovenske cerkve, ki preživlja tudi kakšne svoje težke trenutke, moramo pa videti tudi njeno notranjo lepoto in notranje bogatstvo. In to bogatstvo v prvi vrsti predstavljajo te sestre svojim spokornim življenjem, z molitvijo za vso cerkev, predvsem ali v prvi vrsti za domačo faro,
za domačo, za tukajšnjo škofijo, za cerkev na Slovenskem in za vesoljno cerkev. Dokler bomo imeli med nami sestre, ki bodo molile, se nimamo kaj bati za prihodnost. Še ena misel, draga dekleta, videli ste danes tukaj nov duhovni prostor. In jaz bi želel, da bi tudi to sveto Prekmurje, ki je dalo toliko znamen zvestobe Bogu in cerkvi, da bi bilo tudi še naprej, kot je bilo v preteklosti, žarišče novih duhovnih poklicev, moških in ženskih. Dekleta, tukaj imate priložnost, ni vam treba iti nikamor drugam, kot tukaj ostati v Prekmurju in boste lahko uresničile svoj duhovni poklic. S tem pa se zahvalimo še Bogu zahvalno pesmijo. Tebe, Boga, hvalimo. nam je dal kajti današnjo slovesnost v čas svete Klare. Naj vas vedno blagoslavlja. Amen. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla. Njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Svet